Lep dober večer tudi v današnjem oglašanju. Najkrajše je moje ime, sem mentorica pri ustvarjanju novega idealnega partnerstva. Za vse tiste, ki seveda ste v procesu, ki imate velikansko željo, hrepenenje po tem, da si najdete ne samo partnerja, ker teh jaz pravim je za vogalom, kolikor hočete, ampak da si najdete resnično zase idealnega partnerja. Jaz sem prepričana in verjamem, da je, ne bom rekla v letu 2018, ampak v času, v katerem živimo, dejansko to najprimernejši čas, da se nam to lahko zgodi veliko hitreje, kot si pa lahko sploh predstavljamo, ne glede na to, da ste poskusili že vse, ne glede na to, da nimate nič časa, da vam kariera vzame ves čas na tem svetu, ampak jaz sem prepričana, da vse to dejansko dela samo v vašo korist, če seveda znate to izkoristiti. In ker ste ženska nekje 37, 38 let, ki je uspela v čisto vsem, še posebej v karieri, ki veliko vloži v svoj lasten razvoj, gre naprej, je videla že marsikaj, kakršnekoli rezultate in tako naprej, verjamem, da se vam lahko ta preskok zgodi in sicer v zelo, zelo kratkem času, če je seveda delo poglobljeno. Še enkrat poudarjam, da sem prepričana, da za to, da najdete in živite dolgoročno in ljubeče partnerstvo, ni pomembno, da, oziroma ne iščete zaradi tega več ljubezni, vi iščete poglobljeno ljubezen. Ina, sem zelo vesela, da si z mano. Čau, pozdravljena. Tako, pozdravljam pa tudi vse tiste, ki me boste gledali preko OnaOn oziroma Facebook strani Vsi, ki ste samski. Če ne zdaj, pa bomo zagotovo šerali majčkeno kasneje. V današnjem večeru vam bi rada predstavila dvoje vprašanj, ki sta najpomembnejši za to, da se vam zgodi to, da boste resnično začeli oboževati, hoditi na zmenke, pripravljati zmenke, srčki, kako fajn, pripravljati zmenke, resnično ne, Marjana, zdravo, resnično ne nehali verjeti v to, da za vas tudi, ne glede na to, kaj vse ste že poskusili, obstaja idealni partner. Lahko se najdeta. In moja srčna želja je, ne sme pa biti večja seveda kot tvoja ali pa vaša, je ta, da se najdeta prej kot pa v domu za ostarele, verjetno brez družine ali pa z družino tako, kjer pač se vse skupaj ni izšlo in tako naprej. Ker ni treba, ker je lahko vse popolnoma drugače. Tako da, jaz imam danes namen torej, da vam povem, kaj sta tisti dve vprašanji, pa ne bom rekla ključni, ampak dve vprašanji, brez katerih ne bo šlo, brez katerih ne boste nikoli vstopile v svet, v katerega bo vstopil tudi vaš idealni partner. In kot vedno moram tudi danes kihniti. Pardon? Na zdravje, hvala. Se pravi, da bo v vaše življenje ne veliko hitreje, ampak zares vstopil zares takšen moški, ki se mu reče idealen partner po vaši izbiri. Zakaj je zelo pomembno, da si date taka vprašanja, da si jih zastavite, preden se sploh date na OnaOn, preden ste sploh resni pri tem, da si začnete iskati zase idealnega partnerja, vam bom pa povedala, oziroma ima veliko povedati tale fotografija, ki sem jo danes dobila. Danes sem dobila tole fotografijo, takle bom dala prste, da se ne bo videlo, od koga je. Ja? Dobila sem jo po Messengerju in sicer sem jo dobila od ene punce, s katero sva se slišali čisto na začetku januarja. Potem je postala moja stranka, bila je to ženska, ki je imela popačene zveze doslej, v katerih je bila vedno največ na drugem mestu. In niti ena zveza se ni šla tako, kot bi sama želela. Fenomenalna, zelo uspešna punca. Punca, ki ima fenomenalen pogled na svet.
ampak nisi pa upala niti pravzaprav pogledati prav moških, ni verjela, da zanjo moški obstaja. In ko smo se pogovarjali na brezplačnem posvetu, je bila popolnoma navdušena in se takoj odločila za VIP dan, čeprav živi nekaj 1000 kilometrov stran, tako da aleluja, pojmo vsi za Skype. In po tistem, ko sva konec januarja naredili ta poglobljen del, to poglobljeno delo, iz katerega prihaja kot ena stotinka, tudi to, kar vam bom danes povedala, je danes mi napisala en tak mail, da me je pogrelo in sem vedela, ok, zato to počnem. No, skratka, prebrala vam bom en del. Tole sliko ste videli, se pravi šopek, in je rekla, ne bom pisala vsega, ne bom pisala niti na dolgo in na široko, ker verjetno cel dan ne bi bil dovolj v izkušnjah. Napisala in pokazala ti bom samo enega izmed dokazov, ki se dogaja in se začnejo dogajati, ko najprej sprejmeš in ovrednotiš sebe. O tem vedno govorim in vedno pravim, da je najpomembnejši del, in tudi z njo sva na tem delali, najpomembnejši del si ti, draga moja, ali pa dragi moj, se vseeno. Najpomembnejši del. In najpomembnejše je, da najprej izveš in sprejmeš sebe in potem ostaneš suveren in iskren do samega sebe, v prvi vrsti. In na tak način vstopaš tudi v svet spoznavanja drugih. Nikoli ne v svet spoznavanja bodočih partnerjev, ampak v svet spoznavanja ljudi. Ko sem prebirala eno zelo, zelo pomembno knjigo te dni, sem dobila potrditev, da govorim prav, vem, da govorim prav, kar se tega tiče, ampak še eno potrditev, ker sem točno ta stavek. Ne iščete si partnerja, ko hodite na zmenke. Dajte to ven iz glave, ampak iščete in spoznavate ljudi. Zakaj vam bom povedala v kakšnem drugem videu? Skratka, kaj se začne dogajati, ko najprej sprejmeš in ovrednotiš sebe, potem pa svojo lastno vrednostjo in iskrenostjo in nepristajanje na manj, ja, narediš seznam o njem. Med vsem ostalim je na mojem seznamu bilo, da mi prinaša rožo. Rožico je napisala. Ravno sem se vrnila iz kave v navednicah, kjer iz spleta okoliščin ne morem reči, da je bil zmenek. Bi rekla bolj predzmenek, ko veš, da si zaslužiš vse, kar si dala na seznam. Točno to. In začneš tako tudi vibrirati, se ne more dogajati čarobnosti kot je tale, oziroma se morajo dogajati čarobnosti kot je tale, ki si jo danes prejela, in potem je dala tale šopek za vse tiste, ki ga niste videli prej, vam ga bom še enkrat pokazala. Evo, ta šopek je prejela danes. Ja? In je bila še samo na predzmenku. Ne? Ni rožica, ampak cel mogočen šopek. O ostalih kljukicah iz seznama ne bi, tudi o ostalem dogajanju ne, ker je preveč zapisati in govoriti. Skratka, tretirajmo sebe tako, kot želimo, da nas drugi realnost bo takšna. Deluje, je še enkrat napisala. In napisala je potem spodaj, nisem ti mislila pisati, pa sem rekla, vseeno ti bom. Jaz je to tudi en dokaz tebi, da stvari delujejo. Jaz vem, da delujejo, ampak hvala, ker je to dokaz tudi vsem ostalim. Naj šopek polepša dan tudi tebi. Draga moja, veš, katera si, polepšal mi je dan, še kako mi je polepšal dan. Zvonko, pozdravljen, zdravo, ne vem zdaj, če je na Primorsko ali kam, ampak super, da se vidimo, ne. Ok, zdaj pa torej k tistima dvema vprašanjama. To je že konkreten coaching. To ni več del, kjer se mi spoznavamo na brezplačnem posvetu. Ja, ki ga mimogrede lahko še vedno si zagotovite, če greste na ideali365.si in se prijavite. Imamo približno 45 minut in tam izveste oziroma pošnofamo in vam povem, katera je vaša skrita blokada, da vaš idealni ne pride blizu vam, ampak ga odbijate, kot se odbije muha od vetrobranskega stekla, in to kar naprej, ne? In pa seveda naredimo tudi konkreten načrt, korak po koraku, kako bi ga lahko, tako kot v naslovu moje spletne strani, že v 365 dnevih zagotovo lahko. Okay? Dve vprašanji, ki si ju vedno morate zastaviti. Jaz rečem, da je to modul 2 mojega novega programa Hiti počasi, tudi o njem si lahko preberete na spletni strani. In ta drugi modul je posvečen absolutno temu za
za tem, o čemer je pisala ta moja stranka. Se pravi, najpomembnejše delo je najprej to, da ti spoznaš samo sebe in da si absolutno zaupaš. Ja, in da se sprejmeš v celoti in da kot takšna suvereno stopaš v svojem življenju. Ne glede na to, ali iščeš potem partnerja ali ne, ampak da to je tista osnova za sploh življenje, ki te je vredno. Ali pa, življenje, ki te je vredno. Drug modul pa je definitivno to, da se začneš zavedati, kakšnega partnerja sploh hočeš. Tudi to, o tem je moja stranka pisala in je rekla, ko veš, koga hočeš in ko veš, da si zaslužiš točno takega, da ne greš za manj, da ne spuščaš kriterijev, ampak veš, da si zaslužiš točno takega, kot ga imaš v mislih, to je tisto, kar prinaša velik uspeh. In 2 vprašanji tu ne vem, koliko imam, sploh se vidite, tole je ena taka skripta, ki jo imam pripravljena za jutri. Jutri imam namreč VIP dan za eno krasno punco, tako da se ga zelo veselim. In 2 od vprašanj, ki jih bo jutri morala odgovoriti med še ostalimi skriptami, ki sem jo prav za njo pripravila, ker se vedno namreč spoznava predno začneva sploh delati globoko, tudi preko enega konkretnega vprašalnika, kjer mi povem marsikaj o svojih željah in da lahko vidim sploh, kakšen karakter je, da vidim, kaj morava narediti, na kakšen način in po kakšnih korakih bo šla naprej, da se ji bo to, kar si želi, zares zgodilo. In večina si vas želi dejansko to, kar je tako enostavno dobiti, samo spraviti se je treba k temu, da vas nekdo sprejme, da veste, da je nekdo tam, da si vas želi, da ste mu na prvem mestu, da se lahko z nekom pogovarjate, da vas nekdo sliši, ne samo posluša in na to tudi reagira in tako naprej. Prvo vprašanje, ki si ga morate zastaviti, ko greste na on in se začnete predstavljati in začnete iskati zase idealnega partnerja, je, katere lastnosti, osebnost, energijo, način obnašanja in tako naprej, to je zdaj pač samo enih par, se pravi, kaj je tisto, kar mora biti pri tvojem potencialnem idealnem partnerju nujno prisotno, in tukaj je odebeljeno in podčrtano nujno prisotno, če naj bi bili zate zanimivi za partnerstvo in zakaj. In če gledaš tole v posnetku, prosim lepo, daj si na pauzo in odgovori. To je absolutno eno od 2 najpomembnejših vprašanj. Če tega nimaš, potem, ko te bo itak, ne vem, oblegalo na oblegalo, v dobrem ali slabem smislu se vseeno, na 10, na 20, kaj zvem koliko moških na dan, tako kot je mene, ko nisem imela pravilno napisanega svojega profila, ker namreč ni treba, da se kopate v takšni gneči in potem ne veste, kaj bi. Lahko, bolj fino je, če dobiš 1, 2 na dan, ki pa sta resnično prava, tako kako bi, wow, ne veš, za koga bi se odločila, tako sta super. To je tisto, kar hočeš, ne. Skratka, kaj je tisto, kar mora biti nujno prisotno, če naj bi vam bilo zanimivo za partnerstvo. In tukaj je zelo pomembno, zdravo Mojca, pozdravljena, tukaj je zelo pomembno, da ko rečem nujno prisotno, nujno ne pomeni lepo bi bilo, če bi to pač imel. Nujno pomeni, to mora imeti 100% pika. Pika. In ne, zaradi tega niste pikolovske in zaradi tega niste izbirčne. Zaradi tega veste, kaj hočete. Tako kot veste v poslu, kjer ste, ne vem, prodali v enem mesecu toliko kot prej pol leta. Niste, recimo, ker ste se odločili in ker ste stopili v svojo moč in ste jo uporabili. Ja? Tako kot ste vedeli pri svojem življenju, ampak veste, česa nočete, zakaj niste odprte in zakaj ste absolutno odprte. Mislim, za kakšne priložnosti. Ker veste, zakaj ste tukaj, kjer ste, uspešne kot ste. In zakaj ne bi moralo biti pri tem, ko se spravljate ali pa iščete novega partnerja, kakorkoli drugače. Ni treba, pravzaprav ne sme, mora biti popolnoma enako. Strategija je na mestu, še kako, če hočete imeti rezultat. In absolutno je rezultat vaš idealni partner, vaše idealno, dolgoročno in ljubeče partnerstvo.
še enkrat poudarjam, tako, v katerem ste točno take, kot ste, 100% ne samo sprejete, ampak zaželene vsak dan. In ko pride, ker pride do kakih izzivov, kreganj, kaj zvem, če so še, je toliko lažje zgladiti te spore, zato, ker sta si toliko kompatibilna. Ja? Ko govorimo o partnerstvu, ne govorimo o nekaj mesecih skupnega življenja z trenutno, ko se še ne poznata, popolnim tujcem. Dajte o tem razmišljati tako, s popolnim tujcem, ki je človek, človeka spoznavate. In ja, prvo vprašanje je absolutno to. Drugo nujno vprašanje pa je mogoče ravno obratno. Ne? Dostikrat mi na brezplačnih posvetih, telefonskih, kjer se pogovarjamo, rečete, ko vas vprašam, kakšen pa je zate idealen partner. Rečete samo 3 besede. Tak, ki bi me poslušal, ki bi me slišal, ki bi me videl, ki bi mu pomenila vse, oziroma da bi me sprejel. Jaz, ne? Super, da bi te sprejel. O moj bog, samo 15% baterije še imam. Gremo hitro naprej. In drugo vprašanje je, zakaj absolutno niste na voljo, ko gre za nadaljne spoznavanje, ali pa pustimo nadaljne, ni treba, ali pa tudi, ko gre za spoznavanje vašega potencialnega idealnega partnerja. Torej, kakšnega bi takoj odslovili, oziroma se sploh ne bi začeli z njim pogovarjati. Imela sem stranko, ki je naredila, s katero smo naredili skupaj v 3-mesečnem zlatem paketu sva delali in sva tistim 4-urnem polovičnem VIP-u naredili konkreten njen opis. Popolnoma ga je spremenila, čisto drugačnega naredila in naenkrat je postala tarča takih ljudi, takih moških, ki so njej dejansko pisani na kožo. Veliko manj jih je bilo in to je malo zmedlo na začetku, ne? Ampak Albin bom potem, če bom imela še baterijo, odgovorila, drugače pa naslednjič, prav? To je ena stvar, druga stvar pa je, ko se je odločala za to, ali bi šla na zmenek z nekom, oziroma se spoznala z nekom po tistem, ko sta si bila všeč, sta se našla na on je pristopil, bla, 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 in potem so bili neki pogovori, ki pa v bistvu pa niso bili najbolj, kaj pa jaz vem, no, nekaj, kar naprej neko namigovanje na seks, pa intimo, pa te zadeve, pa je bilo všeč, pa je ni bilo všeč, pa sem pa tja, in na kar sva midve ugotovili, sva šli nazaj pogledati ta najpomembnejši del, te skripte, ki jaz rečem moj idealni, in ko je ona prebrala, zakaj absolutno ni na voljo, je rekla, o moj bog, joj, če jaz tega ne bi imela napisanega, jaz bi spet padla na stare limance, kjer sem padla na moške, ki so bili sicer malo bolj tihi, kar mi dosti pomeni, ker sem tudi jaz tiha, ampak so bili pa neki perverzneži in se nismo imeli fajn. Razumete? Zato je to, da vi prej veste, kakšnega moškega želite v svojem življenju, odnosno tudi, če ste zdaj ženska, oziroma če ste moški in iščete žensko enako, tako pomembno, da si naredite neke checkliste, kaj ja in kaj ne. Nujno. Razen, če seveda vam je vse eno, če se vam vse skupaj ponovi, če boste še enkrat šli v isto zgodbo in tako naprej. Albin, kaj si napisal? Kako prešpricati konflikt partnerko? To pa nisem razumela. Albin, to boš pa moral malo bolj konkretno opisati, prosim, piši mi mogoče na zasebno ali pa na jerneja@idealni365.si. Vsak ponedeljek zvečer med 8 in 9, med pol 8 in pol 9, nekje začnem z živim oglašanjem v skupini Idealni na poti, tako da bom tam odgovorila in prosim te, pošli mi mail, pa mi malo bolj obširno povej, kaj misliš s tem vprašanjem, ker to res nisem razumela zdaj, tako da ti ne morem razložiti. Zaenkrat pa upam, da ste razumeli 2 čisto enostavni vprašanji, ampak ko bi vi vedeli, kako pomembni, evo, vse je bil en primer zdaj zraven, pomembni pri tem, ko se odločate, koga boste, katerega tujca, ki bo morda postal vaš partner za več desetletij v življenju, boste spustili bližje k sebi. Ker veste, da je tam zunaj vse možno. In ker veste, da če ste celo življenje delovali na nek način, je zelo težko takoj spremeniti svojo energijo in takoj začeti privlačiti čisto drugačen tip moških. Zato morate vedeti, kje ste,
kaj počnete in imeti neko checklisto, da ko vidite, da vam nekaj tu ne paše, greste pogledati checklisto, pa rečete, fuck, tako kot je rekla ona. Ja? Stela Luna, pozdravljena. Tako, tole je za nocoj vsi tisti, ki ste se kakorkoli našli v tem, pa upam, da ste si kakorkoli lahko pomagali, sem vesela za vas in resnično vsakemu izmed vas želim, da se najdete, ker obstajate. Vi ste idealni za nekoga in nekdo drug je idealen za vas. In jaz sem še enkrat vam povem, prepričana, da ni bilo nikoli v življenju, nikoli v zgodovini človeštva boljšega časa, da se najdete čisto popolnoma idealni, veliko hitreje kot kadarkoli prej, če le to počnete na nov način. Jaz vam pri tem lahko pomagam, če želite, seveda, prijavite se na brezplačni posvet, tam začnemo, tam se vse skupaj zavrti v čisto drugo smer, in to z veseljem. Idealni365.si, čisto zgore boste našli brezplačni posvet, kliknete in je to to. Zaenkrat pa vse lepo, lep večer še naprej, pa jutri je petek, ajde, da se vam zgodi kaj lepega, tudi na ljubezenskem področju. Čau!